Pozdravljeni v oddaji Kulturni raport. Danes si bomo gledali predstavo gledališke šole Talija z naslovom Matiček se žene. Gre za komedijo, ki je nastala po motivih komedij Hrup za odrom in Matiček se ženi. Igralci popeljejo občinstvo v zakulisje kaotične gledališke produkcije. Predstava prikazuje zmešnjave, nesporazume in zmedo, ki se dogajajo na odru in za njim. Avtorica teksta, mentorica in režiserka predstave je Urška Bradaškija-Morato. Poglejmo. Zdaj je v bistvu še dan zunaj in dobrodošli na našo prvo zaključno produkcijo letošnjega 20. šolskega leta. Sem vesela, da vas vidim v tako velikem številu, da ste prišli podpreti naše dijake. Danes nastopamo s predstavo Matiček se žene. In Matiček se žene je v bistvu kombinacija, to smo, avtorica teksta sem jaz, in smo v bistvu sestavili malo preko improvizacij, malo preko že obstoječih tekstov, sicer zaradi tega, ker gre za skupino igralcev, ki ustvarjajo predstavo Matiček se ženi. Ampak idejo sem pa dobila tako, če ste kdaj slišali že tekst Hrup za odrom ali Noise is off. Tako da sem malo priredila po slovensko to tako, da se predstava ustvarja na podlagi Matička se ženi. Glede študija predstave, morate vedeti, da je bil ravno tak, kot ga boste videli na odru. Tako da je bilo zelo, zelo pestro. In po moje, ravno ta predstava je vlekla nase en tak študij, tako da gremo videti, kaj se sestavi. Ampak smo vam pripravili take komične situacije, tako da je ena taka lepa komedija. In nič lep pogled vam želim. Kar sem želela povedati je, da se ne šolsko leto zaključi s to predstavo. Zaključi se samo za eno dijakinjo, ki ima maturo, tako da se mora pripraviti na maturo, zato imamo tudi aprila, že zaključno produkcijo, smo malo obrnili stvari, ker smo videli, da se mogoče malce boljše izteče, tudi dokler ni tistih zaključnih pritiskov, da se naredi predstava v aprilu. In da potem na koncu bomo pa imeli junija, v bistvu mi nadaljujemo šolsko leto po majskih počitnicah in bomo imeli potem junija meseca, bomo imeli še javne improvizacije v Centru mladih Koper ali pa mogoče, bomo videli, no, v glavnem, junija bomo imeli javne improvizacije, še gledališke. Tako da, nič lepo pogled, vam želim, da ne bom predolga in evo. Kaj tako kmalu greš, ti prav nič ne spoznaš, kako grozno te ljubim. Kaj tako kmalu greš, ti... Lahko prisedem? Prosim? Vprašala sem, če lahko prisedem. Če ne zameriš, bi bila raje sama. Tega te ne bi spraševala, če bi bil v tem prostoru kakšen drug stol. Ljubim, da te sploh ne bom motila. No, prav? Najlepša hvala. Zmenjeno, ja, seveda, takoj lahko pridi. Ja, kaj si rekel? Ja, seveda, takoj. Najlepša hvala. Kaj? Hvala, da si mi dovolila sesti zraven tebe. Ja, ni se kaj. Pravzaprav moram tudi jaz ponoviti tekst, tako da se prosim ne pogovarjaj z mano. Kaj? Rekla sem ti, da se ne pogovarjaj z mano. Aha.
Ne vem, kaj delam tukaj. Lina! Lina! To je Liza. To si, kaj si videla mogoče kaj Jeremijo? Ne, Mogo nisem. kaj danes na audicijo? Nisem. Dobro, nič, kaj si videla? Čakaj, kaj da obrstim tisto koreografijo med Banonom in Neško? Ne vem. To je njegova žena, ne? Koreografinja, francozinja Jacqueline? Kaj? A ja, ja. Vlogo Neške bom dobila jaz. To je moja prva audicija. Neške. Zdaj vem, odkot si mi znana. Kaj za daljevanke pot do neba, wow! Halo, kje si? Ti še po celem teatru. Me samo zanima, če grem v to ali v tisto smer. V dvorano. Aha, ja. Aha, okej, pridem. Si poročena? Govori se. Ja, si poročena? Ne, nisem. Se mi je kar zdelo. Večina igralk ni poročenih, kaj ni to čudno? Imaš kaj? Kaj? Ja, če imaš kaj? Če imam kaj? Ja, če imaš tipa. Ja, nekaj poročenega, si zadovoljna se. Klara iz nadaljevanke Pot do neba ima poročenega tipa. Pa nikoli si ne bi mislila, ker tako pravičnico igraš tam. Kdo bi si mislil? Ja. Vlogo Neške bom dobila jaz. Že kar nekaj časa se pripravljam. Tebe bom izbral za Matička. Kaj me tako gledaš? Kaj nisi vedela, da se je režiser odločil, da bo Matička igrala ženska? Njegova vizija pač. Vsi ne vem, kaj bi s tem sporočal. Vse pa je tega dovolj. Kaj ti veš o njegovi viziji? Prosim, da odtihneš pri tej priči in me pustiš popolnoma pri miru. Kaj si jezna name? Jezna. Vse, kar sem hotela, je, da pridem sem, se usedem na ta stol in se v miru pripravljam na audicijo. In ti prideš z nekim vlažnim nasmeškom in se me sprašuješ nekaj gluposti in pa me še vprašaš, če sem jezna nate. Ja, jezna sem. In ko si me vprašal, če se lahko sedeš zraven mene, bi enostavno reči ne. Zdaj pa bom sedela prav tukaj, ti bo sedela zraven mene in bila popolnoma tiho, da ne čujem ene besedice. Ene besedice. Kaj veš, kaj je? Razljubice za Matička. Gospa je že na nogah. Sinoči mi je pripovedovala, da hoče danes z mano na prvič govoriti. To pa še kaj pomeni. Moram iti. Moj, bodi Matiček, misli na to, kar imaš storiti. Kaj tako kmalu greš, ti nič prav ne spoznaš, kako grozno te ljubim. Daj bo še enkrat jenjal, meni le to, od jutra do večera praviti. Kakor hitro ti bom le to. Zorela bom, spet te zatesta. Meni se Arhaično slovenščina.
Ti si kriva, ker vedno drugače odigraš. Nina, poslušaj me. Smo teden pred premiero, ti je jasno? Le to od jutra do večera skazati mogel in popravi si kostum že enkrat. To je dobro. Le to od jutra do večera skazati mogel. Ja. Veš kaj, ne, pusti ga, odložite tam, ni mi se čas za to. Kaj moram pol reči? Le to od jutra do večera skazati mogel. Le to od jutra do večera skazati mogel. Ampak še prej vzameš klobuk in odložiš rože. A ja, vzamem klobuk. In odložiš rože! In odložim rože in rečem, kakor hitro ti bom le to od jutra do večera skazati mogel. Ja, in odideš, prosim te. In jaz se zdaj sedem na stol in vstopi baron. In vstopi baron! Vstopi baron! O, prosim, naj nekdo spravi na oder Jeremijo! To je noro. Samo še nekaj, prosim, Boris, že kar smo prekinili. No, s kar nekaj režiserji sem delala. Eni so bili bleferi, eni geniji, ampak nisem še srečala nekoga, ki bi bil tako totalno in absolutno, ne vem. Hvala, Nina, zelo sem ga, zdaj pa prosim, kaj se lahko zrešiš in spokaš na oder. In ne pozabi ta klobuk in rože. Jeremy sporočil, da je zaspal. Zaspal. Danes je zaspal. Spravi ga takoj se. Sem poklicala taksi in bo vsak čas tukaj. No, če se meni ne bo trgalo danes. Ne znam, mi je padla kontaktna leto, prosim, pomagajte. Stop! Ne se premikati, če kdo stopi na njih konec. Moj okulist je na dopustu in ne bom nove dobila do naslednjega tedna. Našla. Ja, končno. Jeremy je prispel, samo še na oder se spravi v kostum in bom takoj zvrl. Šit! Končno. 10 minut pauze. Kaj je s koreografijo? Miška, ali ne vem še, prosti. Kaj ste svadbeno koreografijo z baronom in Matičkom? Kaj pa ti misliš, da smo mi počeli včeraj zvečer do polnoči? Tisti tvoj pijanček si ne more zapolniti niti enega koraka. Okej? In kje si bil do poznega? Vsi novinarji so spil 2 pivi. Da gremo kakšno dobro, vse tlevo prišlo prav. Veliko ne gre slabo. Kaj je? Kaj je? Kako znaš lahko boš vprašati, kaj je? Kaj Neško si hotel reči, moj reflekt v tej sceni? No dobro, gremo naprej. Baron in Neška, pripravite se, gremo dalje, ne moramo tako delati. Dobro, kaj je s tabo narobe? Kaj si lahko prosim daš ta stopnič gor, to ni pravi stopnič. Pa kaj bomo mi imeli kostumsko? Jaz ne moram več tako improvizirati, se nekaj več tega, res. Kaj? Pa kaj je s tabo narobe? To sem delala, tega nisem bila samo zato, ker smo teden dni predvidela. Sva se razumela? Sva se razumela? Jutri bomo imeli kostumsko, okej? Jutri, ker lahko zdržiš do jutri! Aha, torej jaz se tako ženem, preganjam in vse, in na koncu imajo vsi ostali prednost pred mano. Ne, sorry, jaz se strinjam s Sašo. Pač jutri je vedno kostumska. Igralci ne morejo izvajati niti ene moje koreografije, te posmeh. Niti skronice ne morejo. Ja, naredi takšne koreografije, da se bo lahko premikali v teh kostumih. Veš, da to je moja vizija. Se sliša, Boris? Kostumi naj bodo v funkciji koreografije, ne obratno. Saša, tvoja naloga je, da izdelaš vse kostume po moji viziji. To je moja predstava, ne po svoji kreni viziji. In tako, da se bomo vsi lahko svobodno gibali in izvajali vse, kar zahteva koreografija. Kaj ti je to jasno? Prosim, razloži ti, kaj so njene naloge. Boris, no ja, super ekipa. Saša, se mišlja, že dogovoriti se. No, kaj sem vam rekla? Ne. Si uniča kostum, moja umetniško delo. To je vse zaradi tebe prasica, Ela! No, nadaljujemo s 7 prizorom. Neška, Baron, ki ste pripravljeni. Ala! Kaj je Neška? Saj so mi to
Ne vzameš dve rož. Kaj smo kaj spremenili, da si vzela? Nič nismo spremenili nikoli, nisi vzela zdaj rož. Vzameš jih po tretji repliki. Še enkrat od začetka. Kaj je Neška? Saj so mi to obljubili, je? Je tako, da si bi to obljubil? Meni se zdi, da sem jih prav zastopila. Je, če tudi ti me ne zastopiš. Saj je moja dolžnost njim pokorna biti. Joj, to onikanje. Kdo se je tega spomnil? Kaj ne bi tudi tega malo posodobili, že če Matička igra ženska? Ne, o nikanju ostane tukaj, pa se sploh ne pogajam. Še malo ni zapravljeno tega nikanja. Hočeš, da bi bil na sredstven razpisanje? Normalno, da hočeš biti sredstva. Sem kaj to vezi za nikanjem? Dobro veš, da organizacija podpira LGBTQ+. In mi moramo to upoštevati. Ne? Ja. No, in zato moramo zdaj, da ne bi vključevali osebe, ki bi bila DD, oziroma nebinarna, smo se odločili, da vzamemo unikanje, ne? Šit! Kaj me tako gledate? Si pravi? Eden od kriterijev je in mi ga izpolnjujejo. Evo, kljukica. Dobro, se sreče, da imamo pola nikanja v slovenščini. Hvala. Tako je. In vključili bomo še evropsko kino, prinesli veliko točk. Da je baron nebinarna oseba. Jeremija, ti si predstavlja, da si čisto krvni moški. Kaj si misli, kar si hoče? V redu. Tako je bil pa drag queen. Jeremija, kaj greš? Zadnji 500 strani. Jeremija, ko izvadimo to koreografijo, kaj bi šlo? Dober dan. Ja? Aha, zdaj, prav, ja, že prihajam, no? Jeremija, noter! Daj se ne pripravim, vi zvate. Ajde. Začimo. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Stop! Jeremy, nogo dvigni više. Dvigni jo, prosim, dvigni. Ma. Ce n'est pas seulement un pas. C'est quelque chose que tu accomplis avec ton corps. Začimo znova. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Še bi ste ene, dva na hitro, mogoče bi te mogo zgoditi mnogo. On zupa ni šanc. S'il te plaît. Ta ples pomeni vse za našo predstavo. In Elisa, chérie, ne bodi tako napeta, ok? Respire, laisse-toi porter par la musique, ok? Allez, allez! Un, deux, trois, 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 un, deux, trois. Ja, in kako naj jaz naredim ta kip, da izražam čustvo? Pač mora se videti, da Neška barona noče malo obenem zaupanje. Ja, vem, tako je, ampak moraš se sprostiti, samo mu dokazati to. Še enkrat. Ajde. No, bene, ajde. Un, deux, trois, un, deux, Daj, trois. manje. Kaj se še na tem odru in brcati noge? Kaj, to ne radite na srednjih življenju? Ne, Jeremy, to je tvoja priložnost, moraš plesati zdaj z vso svojo dušo, ajde. Ajde. Un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois. Ne se spet! Nerodna, sigurno si že kaj pil danes zjutraj. Kaj pa ti je? Super, zdaj njej se kri ulila z nosa. Kričo, saj nihče ni udaril. Ja, alergična na grobost. Pa se ti se lašč udaril. Vseeno je, če si ali nisi, se ji pač ulije kri z nosa, če je priča grobi situaciji. To bo treba razkožiti. Hočeš te da gošti? O, gospod baron, kako ste pozorni. Danes zjutraj si bila tako trdikantna. Danes zjutraj. Zakaj pa potlej nisi privolila? In potem vzameš rož in mi podariš svoje gospe. Ja, draga moja. Hvala. Mislim, da je gospe Vrgovan.
Ja, veš kaj, sem razmišljal, kako bo brez tega in ti bi to lahko ful dobro gibalno interpretirala. Res, dobro, si se znašla na pravem mestu, na pravem času. Res, moram ti reči. Kaj te zove narobe? Čustven spomin, ena igralska nama. Ne, no ne, jokala, pospeti, gubila le! Ne, večno. Šit, kam greste zdaj vsi? Lisica, kaj si je spet smislila? Mislim, res je prava lisica. Samo izkorišča to, da je blond. Če kakšne probleme mi ona daje, ker ona Ne boj nosila te obleke, ker je iz čistega poliestra, njena koža mora dihati. in potem še ona Jacqueline uveša in da od mene nemogoče, res od se pričakuje nemogoče, ne. Saša, daj se malo umiri. Vse smo do zdaj še rešili. Ja, in kaj zdaj? Zdaj pa bom morala vse še enkrat narediti. Aha, veš kaj? Tokrat vzami mogoče malo bolj elastičen material, pa boš zadevo zlahka rešila. Mogoče. Jaz pa sploh ne razumem tega njegovega koncepta. Ne razumem, zakaj moram jaz kot ženska se preobleči v moškega. Mislim, če že ima takšno vizijo, sploh ne znam nič možato. No, Nina, ljubica, super si vlogi, Matička, super si vlogi, Matička, super si vlogi. Ne pa nisem, ko bi imel kak plodni smisel. Mislim, to je meni nič več ni jasno. Punci, tak koncept smo izbrali, da bi zbrali čim več sredstev na evropskem razpisu. Ne? Smo neodvisna produkcija in nimamo sredstev za produkcijo, zato se moramo pač malo prilagoditi. Saj veste, v današnji družbi, diversity, diverziteta. No, in kot sami veste... Ja, ma jaz še vedno ne čutim svojega lika. Pri tem ti pa jaz pomagala, okej, evo, če daš gor ta plašč, bo imela ful široka ramena, bo smela točno kot moški. Kaj bi mi lahko malo pomagala? Ja, ja. Evo. Ta barva. Pa super je, kaj ni? Ja, super. Ta predpasnik mi je ful ozek in brez tebe, Saša, se mi težko preoblekla. Ja, žal, garderobeke pa si ne moremo privoščiti na predstavi. Aha, ja, okej. Torej, jaz naredim kostume in potem adijo. Saša, tvoje delo je, da si kostumografka in ne garderoberka. Okej. Sem sigurna, da se bodo našla tudi sredstva za njen honorar. Kaj praviš? Bomo videli. Ja, morate, mislim, če ne, sploh ne vem več, kaj bom, joj. Boris, ravno tebi iščem govoriti, Boris. Tudi jaz sem imela zelo pomembno vprašanje, Boris. Nina! Kaj te muči, Nika? No, res ne razumem, zakaj hočeš, da se preoblečem v moškega. Mislim, če že imaš tako vizijo, zakaj ne bi bila enostavno ženska, pa bi imel Nežko in Matičico? Zato, ker kot Matiček vstopi ženska preoblečenega Matička in tem vsi mislimo, da je... Saj veš, da je v tem štos. Razumem, ampak... Nina, celotni zaplet mi na tem. Razumem, ampak... Zakaj? Zakaj, Nina? Prej se boš spomnila, da smo nekoč v preteklosti že vse lepo razložili. Si predstavljal, da je Matiček ženska, ki s težavo sprejela svojo ženstvenost in se zato oblači moški. A bom tako rekel? Zelo zanimivo. Da ti bo všeč. Ampak, a bo publika to razumela? Ja, to pa je tvoja naloga, ti si igralka, s pogledi, z gestami, z gibi. To je igra. Hvala, Boris. Ja, ni zakaj. Boris, glede tiste težave imam je... Prasica! Zakaj? Kaj so ti načela? Ni bilo, da mi ne tebi res. Kaj bo dobro? Nina, bi lahko šla na kavo? A prvece? A na čip? Aha, okej. Razumem, moram iti, da vidva lahko... Ja. Poslušaj. Vse več
stroškov imamo. Zdaj je še naša draga Saša ustvarila take kostume, da si jih ne morejo igralci med predstavo sami obleči in potrebujejo pomoč. Ne, jaz nimam časa se še ukvarjati s svojimi problemi. Niš kakšno predstavo vodim. Pač razdeli sredstva tako, da bomo dobili še garderoberko, kostumografko ali karkoli. Ni to moj problem. Nimamo sredstev. Prosim? Zadostiti moramo vsaj še enemu kriteriju, da bi jih dobili. Ti si rekla, da imamo sredstva že v žepu. Ja, no, malo sem anticipirala, da bi začeli študij optimistično in motivirano. Kje smo še? Kaj te bila? Poglej, napisali so mi, da to unikanje ravno ne zadostuje temu kriteriju, ne? In bilo bi potrebno vključiti samo malo drag queen ali trans ali gender fluid ali vsaj nekaj na to temo, ki bi na to namigovalo, razumeš? Jaz smo dovolj tega izsiljevanja. Jaz ne bom več tako igral. Že tako je tako dobro igral, bi se lahko klicalo Matiček je žena. Pa niti to ne definiramo spol. Veš kaj bo najboljše? Da bo en prizor, ko se definira kot moški, v drugem kot ženska, v tretjem fizično kot ženska, ampak v bistvu kot moški, v četrtem spet kot moški, ampak se je samo preoblekel žensko, ker se pač ta dan počutil boje. Kako hočeš to? Ne, veš kaj bi bilo najboljše? Da bi se igrali predstavo Matiček, ki se definira kot mačka. Evo ga, ga bo potem mačka. A to je bilo dobro, vsi koga briga. Kaj pa boš naredil? Kaj pa boš naredil? Boš prodal vse? Boš prodal vse vstopnice, da bomo lahko plačali ta honorar? Kaj boš naredil? Kako si to predstavljal? Dobro, pa kaj nismo dobili avansa. Nobenega avansa nismo dobili. Ne, da nismo dobili avansa, vsi niti na razpisu nismo bili izbrani. Kaj si sploh mislil? Kje si ti sploh dobila sredstva, da začnemo delati? Vse svoje prihranke sem vložila v produkcijo! Lina, zakaj? Ker sem res verjela v uspeh te predstave in ne Boris, samo to sredstvo potrebujemo in prosim najdi neko umetniško žilico, idejo, da jaz ne grem v bankrot. Ja, in da mi o tem ne zineš niti besedice z nikomer. Niti besedice si razumel, niti svojo ženo. To je najina skrivnost. Kaj je tvoj predlog? Pa nehaj se premikati. Zato, ker mi lahko nekaj spada. Pa sem ti rekel, da se nehaj premikati, če posebej, če hočeš imeti tak kostum do danes večer. Mislim, kaj sploh tebe primo, da boš ti zdaj neki skakljal po vodu, mislim. Dobro, pa kaj ni dobra ideja. Mislim, da se ti to kar izvedel. Še za promocijo nam pomaga. Sem si rekel, če si Tarantino vsak film da manjšo vlogo, no tudi jaz pustil eno pisem v svoji predstavi. Okej, pogledaj sem. Kako ti pristaja ta ploček, joj. Saša, bi si prosim lahko malo bolj skromna s kostumi. Pa zakaj? Mislim, to je točno tvoj koncept, ne? Prosim te, veš, manj je več. Ja, manj je več, ker za več verjetno ni, a? Nisem, tako mislim, da za estetiko. Prosim, boš ti meni govoril, da jaz nimam občutka za estetiko? Poglej, prosim. Veš, da nisem tako mislil. Ne bi bilo boljše, že če si se odločil igrati, da bi ti igral Matička in jaz tega Tončka, prevečenega v Nežko. Nina, sem ti vse prej lepo razložil, prosim, te poslušaj. A ne? A ja, ker pa me ne bi prišlo. Saša, ta
ne? Ta je od gospeta, tukaj je tvoj, izvoli. Prednost tega, da bom igral z vami, je tudi, da bom z vami hodil na vse gostovanje, veš? Torej, ne, gospod režiser je v stiski, zato ker nimamo denarja za predstavo in pa rabim jaz špalati kostumi, ne? Če ti to zdaj bluziš? Slišala sem vaju, no. Si prisluškovala? Ja, Ja, ker se te ne zdi to malo neuljudno. A si- Ste gledala? a se tebi in Lini ne zdi vljudno to prikrivati, a? Mamma mia! Kakšna seksi žena ima! A mene kot gospod še bil humovskega? Če ti to zdaj govoriš? O moji novi vlogi? Tvoj novi vlogi. Res mi je obljubil, da dobim vlogo gospe. Ja, veš, Dragica, se razmišlja, kako mu nimamo dovolj sredstva, res nimamo dovolj sredstva, ne bo mi uspelo. Prosim, Čak, prosti, veš, kako je. obljubil si mi. In še na vseh gostovanjih bi lahko bili skupaj. Mislim, ti si res geni, bravo. Zdaj pa treba še en honorar plačan, bravo. Daš. Jaz mislim, da bo Žaklin za gostovanje honorar, ki ga je dobila iz ustvarjene koreografije. Prosim, ti resno? Ti bi mene izkoristil, lastne bož. Namesto, da bi se potegnil zame pri Lini, da bi dobila pošten honorar. Dodaten honorar? Boris, o čem govoriš tudi? Boris se je odločil vključiti lik gospe, ki bo gibalno ustvarila to vlogo, zato zahteva primeren honorar. Prasica! Ne mogoče! Kaj si mi rekla? Pisa! Dre! Šit! Prasica! Pisa! Prasica! Nekaj ni v redu z njo. Imam kopralalijo. Kaj ima? Mislim, da je to Tourette sindrom. Kaj je to? Čakaj. ChatGPT pravi, kopralija je ena izmed značilnosti Tourettovega sindroma, ki vključuje nehotene izražanje neprimernih ali vulgarnih besed ali fraz. Preklinjanje je posledica nevroloških motenj, ki vplivajo na nadzor nad govorom in mišičnimi gibi. No, žal mi je. Ko sem na robu živci, se mi pač to zgodi. Žal mi je, da se ti to dogaja. Pa si ti ni treba se živčirati, saj smo človek. Dobro, umiri se. Ni sredstev. Povedal si? Ne, majke bi prisluškovali. Pismo, šit! Prasica, Dre! Nehaj preklinjati! Ti nimaš istih težav kot jaz. Res je. Dolžna sem vam pojasnilo. Žal sredstev nimamo. In da bi jih dobili, moramo vključiti vlogo Tončka. In zdaj bi bilo smiselno vključiti tudi vlogo gospe. No, kaj sem rekla? Ampak, prosim, dajmo se zbrati. Res je, da vozimo čisto po robu prepada. Ampak, glejte, smo že tik pred ciljem. Jaz sem za. Jaz tudi. Okej. Velja. Saša? Mislim, prav, okej, ampak me boste vsi vi gledali na vseh polovitih, vam je jasno? Šit! Ne. To sem samo tako mislila. Hvala, ekipa. Poslušajte, 2 dni je trajalo, da smo vse tehnično uredili in postavili sceno, zato zdaj imamo časa za glavno generalko. To ne vas nič ne skrbi. Vi samo imejte v glavi, da bo naša premiera, glavna generalka.
Samo eno, vsi skozi vse komične situacije, klobuka, rož, preoblek. Mislim, to je bistvo te igre. Pravi klobuk, rože, preobleke. Vzameš klobuk, daš rože, vzameš rože, daš klobuk. Se preoblečeš pa spet rože, pa spet klobuk. In mislim, to je teater, to je farsa, to je igra. To je življenje. O, Bog, Boris, kakšna globina! Veste, hotel sem samo reči, le tako naprej. Ja. Kje pa Jeremija? Spet ga ni. Jeremy, pogledaj tvojo... Si dobil stavo za odro! Meni se zdi, od tega ne more delati ta generacija. Mislite, da lahko? Čega? Pa dejte biti fair, saj ne vemo, kaj mu dogaja. Zakaj kar tako napamet obsojate? Besedno. To ni Garderobi ga ni. In v Fundus in v Reprezentarno in v delavnico si vse pogledala? Ja, kaj si pogledala na WC? Ja? Nina, pripravi se na skok. Kaj? Ja, igrala boš vlogo barona. Jaz! Ne! Tega pogledala, da lahko skombinira. Ja, nobenega drugega, da bi lahko skočil, prosim, te moraš narediti. Ne bi ga smeli spustiti z oči. Pa vse tvojih je bil kot čebelica. To je čebelica, zdaj tako. Ne, jaz sem kriva, Boris. Ne, jaz sem ga zasedal, to je vse na meni. Daj mu še zadnjo priložnost, sem rekla. No, ljubica, saj ni tvoja krivda. Prosim? A boš jokala? Ne, nekaj mi je padlo za mečo. Ta Eliza že ne more biti kriva, ne morete pričakovati, da bo ona njegova varuška. Policija pravi, da so takega moškega ravno po opisu sodeč so mi rekli, da ravno takega moškega so pred 1 uro odpeljali v bolnišnico! Kaj? Kjer si bil? Ne mori! Pa kaj samo? Da bi šel pametno, smo že vse spravil! Imamo zabavo. Bravo za babo! Se malo zaspal tam v kvarterju po kosilu. Pred čudovit! Videl premiero? A ni krasen? Ne skrbi, ti bomo že povedali, če bo zamudil premiero ali pa kakšno reprizo. To me spominja, pred 3 leti sem že zamudil premiero. Čestitam, Jeremija, kaj ti se boš mogoče malo segrel za Mario, ali kaj misliš narediti zdaj? Ne, hvala. On bi rad, da začnemo z vaju brez njega? Brez njega! Ja, bravo, Jeremija, dobro, pa začnemo. Lina, na mesto. Gremo, pred zadnji prizor. Ok, samo čakajte. Najprej se rabište ona dve preobleči, to, ker se je tle gospa preobleči v neško gospod. Kaj, zdaj? Ja, zdaj. Ponosom vse zraven tebe pozabil. Menijo? Ti se treseš? Me je strah. Nikar prenaglo, kaj hočejo, da sem jaz? To je ročica, mehka kakor polhe. Moja žena ima kameno proti tvoji. Tak je tedaj ljubezen. Ljubezen tisto, kaj meni k tebi pelje. Taki več gospod nič ne ljubijo. Ja ljubim. Samo po 3 leta oženjenosti. Kaj, veš tako modra rata? Kaj pa hočejo od nje? Tisto, kaj najdem v tebi. Pa tako. Pa pojdi, naturo ponarediti. Njih dožnost je. Je nas držati. Ravno to je. Ravno to
je, Oni pozabijo. kar one pozabijo. Jaz ne bom pozabila. Imamo problem. Kaj je spet narobe? Ja, spet rožni klobuk, itak. Vaš nov klobuk je tam v dvorani. Leva! Leča, vsi prizor leva je. Leča. Eva! Leča. Lahko je padla tlej, si skotalila tam čez kazne, kjer je. Ja, in bo zdaj tam nekje obita. Itak. Kje si jo nazadnje videla? A kako ne bi jo videla, če je imela vse? Ne paste pod noge, no. Ker se ti bo to tudi zgodilo med predstavo, nočena publika za mobilizarni bus. Če se ji to zgodi ne predstavo, ljubica, boš pa igrala brez. Ne? Ej, kaj sploh kaj vidi brez? Ne, zdaj pa še krivo, lahko je nekaj prav. Kaj pa je zdaj z njo narobe? Ti si je videla z nosa, pa se je ni nihče udaril. Ne, je električna groboc. Našla sem jo! Našla jo je! Dobro pa kje je pa? Česula. Sestila mi je nazaj. Čestitke, ljubica moja! Sem okej, ja, hvala, da vprašaš. Sorry, nisi te videl, res, sorry. Boris, samo še nekaj, prosim. Če ker smo ustavili. No, kaj, Ja, napačen klobuk imaš v glavo. Res. si me pocukala. No, ne, veš, kaj sem mogla vprašati. Kaj ne bi bilo bolj logično, da naredim 3 korake proti izhodu in ne proti sredini? Ne. Vem, malo pozno, da se spuščam na takšne stvari. Ne, si imamo samo še 5 minut do premiere, ti kar se vzami časa. Okej. No, res ne razumem, ker štekaš, Matiček noče, da bi ga baron zalotil, zato bi bilo boljše, če gre proti izhodu. Ja, ma, ti moraš publiki povedati, da je Matiček vse videl. In ko se baron obrne, kje je spet baron, pa ne me jebat, kje je baron? Jeremy! Ste me klicali. To je spad, še 5 strani imaš. Da bo to blic. A je vse jasno. Ja, vse razumem. Super, srčica. No, še vedno ne razumem, zakaj imam klobuk v roki. Zakaj to sploh kaj počne? Človekova dejanja so globoko zapredena v meglo, ima globoke korenine. Ker se ti je mogoče kaj zgodilo, ko si ga otrok, da se ne moreš ločiti od tega klobuka. Dobro. Ker ti da ni spravi razlog. Okej, Ti da ni spravi razlog. Ta klobuk držiš na sebi in se ne moreš ločiti od njega, zato ker je 5 minut čez polnoč in ne bomo končali vaje do premiere danes večer. Ne, sorry, premiere danes večer. Okej, hvala, Boris. Jasno? Lina, imaš to, jaz si grem pripraviti. Ta tvoj mož bo že dobil svoje. Imej malo bolj odprte oči, ljubica. Samo še malo te popravim, Eliza. Samo res bi se lahko kaj naučila iz tega teksta, ne? Kar tiho. Cilj dela se neumna. Si sta slučka na dvojcu. Ampak tako nastavljati vlogi njegovi ženi, mislim, to se mi res ne zdi prav. Ker je vedno tako prijazna in pravična do tebe. Res, lahko bi bila malo bolj prijazna. Aha, Jacqueline, ti si. Aha, okej. Dobro, sem mislila, da si Liza. Kaj sem naredila? Čakaj, te moram vprašati za en majhen napotek. Kako misliš, da se počuti prevarjena žena? Taka z visokimi rogovi direkt na glavi. Dobro, pa kaj je tebi zdaj dela? Ker lahko prosim zvadimo to, ker imamo ni več časa, ne moreš ukvarjati s tabo. Ni več časa, ker jutri premiere tudi ne bo. Razen, če boste gospod igrali Lina ali Saša. Kaj ti je? Povej mi, kaj ti je? Kaj je? Kaj ti je? Ne ti meni, kaj mi je! Se mogoče se zabavata za mojim hrbtom. Se mogoče se posmehujeta. Kaj sem naredila? Se boš šokala? Se boš šokala?
Boris, vara Jacqueline z Lizo. Si zdaj gej? Ti meni ljubica? Jaz nisem več tvoja ljubica. In taka igra se ne bo končala tako, kot se konča Matiček. Ja, res si tvoja ljubica, jaz sem tvoja ljubica. No, mene pa lahko kar spravite med brezdomce. Ker bom vam sortirala, ker sem slepo verjela v predstavo, v uspeh te predstave. Če mislite, da bom to zaprtnila, ne bom. Ker vam bom pokazala, kdo je pravi profesionalec. In naj gremo naprej. Treba gremo naprej! Ma ne, Jacqueline, draga, Ma nehajte me pomilovati! Gremo naprej! gremo naprej. Pripravite se, gospa Ineška. Prevlečite se, no hitro, ajde, če že hočemo. Si se premislila? Matiček, Ti me hočeš goljufati? moj bog. Jaz vem, da Matiček ne bo proč do te metal. Tako pa menijo, vaša gnada. Tako menim. Ti si z mojim zaspom. Ne vem. Skoncentriraj se. Ti si z mojim gospodom zastopiš. Tebi je žal, da si mi kaj povedala. Jaz vem vse o tebi. Obem se. O, za božjo voljo, vaša gnada. Oni ne vedo, kaj se na krivico mi store. Saj so bili veseli in tako dobri z mano. No, kaj je? Kaj je? Bom jaz rekel tebe šel boš, ljubka. Ti si svojemu možu zvesta. In mojega me nazaj daš. O, kako ste me ustrašili, vaša gnada. Sem bila malo prenagla. Kaj ti je rekel piti? V boršt. In stop! Kostumi odlično funkcionirajo. Uf, kakšna ženska ta Jacqueline. Kaj si rekel? Da imaš kot ženo. Mislim, strašno. Baj, da nisem več njegova žena. Ti, Jeremija. Kaj budiš? Kako srčka mi ljuštka. Če bi ona hotela, Jacqueline, draga. Kaj pa jaz? Ljubica! Sveja! Prasica! Pisa! Moramo naprej! Moramo naprej! Dejmo. Boris, ti igraš zdaj, Tonček in gospa. Kaj veš, kaj pravi te podvezice? To je podvešen, vaša. Od podveze? Da. Fatič. Mi dva imamo še veliko rajti mogu. Jaz poznam vse tvoje otročarije, vse. Če vedo vaša gnada, tak na jezo češne vršti. Nada ti konec velo. Zdaj se pa joka. Rekoš, kaj hočem s tem početi? Jaz brez tebe ne morem živeti. Molči! In babi te veseli svojih uslišati. Kaj sem si pomislila? No, Da si dobila svoje digice. Zdaj sem domnev, že spet s tebe ne morem živeti. pusti me. Ne vem. Edino, kar vem v tem trenutku, je, da hočem, da je ta igra uspešnica. Jacqueline, draga, pridi, mano. Kam boš šla s tabo? Jacqueline, ljubica, tako se govori! Super! Tako, uspešnica, ta igra uspešnica. Tako se govori. Jeremy. Ne
No prav, dvignite riti in gremo v akcijo. Okej, gremo. Gremo? Smo pripravljeni? Ja. Nedela. Ničkaj, a kapela! Ima intonacija! Zdaj zapojmo, zdaj jukajmo, eden drug veselje, daj bo ljeto, žalost ne nazaj, daj si moj veseli dan. Žalostna je duša moja, misli moje zobrnje. Tiho bodi, jaz bom tvoja, le ostani, ostani. Zdaj zapojmo, zdaj jukajmo, eden drug veselje, daj bo ljeto, žalost ne nazaj, daj si moj veseli dan. Breza mi reza šagnada, kak sem strilar, nisem rada, kak sem murlata, kak sem ptička, jaz svobodna sem. Breza mire, vse smo take, lepe zale korenjake, če le vendar ni drugači, kadar se ljubezen slači. Popasuje vsaka roba, ajme fora, ajme mlada, zastičemo dan, dan si moj veseli dan. Pomoče ste pravi tiči, a vas vendar ni dekliči, kadar hočemo ujamemo in vam obleke stavimo. Zdaj zapojmo, zdaj jukajmo, eden drug veselje dajmo, je za žalost ne nazaj, da si moj veseli dan. Je tako, kot je bila mukotrpna proces na odru, kot ste ga videli, tako zabavali smo se tudi mi in na koncu nam je uspelo, tako da res čestitke, da ste se zbrali in da smo naredili. Sem
pozabila omeniti, da za kostumografijo poskrbela Oksana Gidrevič. Kostume, ki so naredili v bistvu tudi dosti komičnih situacij. V bistvu, kot sem rekla, danes ne zaključimo šolskega leta, ga zaključimo 19. junija, ampak danes je zadnja dijaška predstava, ker je naša maturantka Enja. Tako da držimo pesti, da bo uspešna. In njej sem za zaključek šolskega leta že naredila diplomo, vse ostali dobite na koncu šolskega leta. Tako da čestitam. Enja pride, da te še nekaj. Ostali pa dobite vsi tudi priznanje za to predstavo, ki smo jo uspeli sestaviti, s katero smo uspešno nastopili. In čestitam priznanje Lari Lipuš-Bab za vlogo igralke. Žanu Rosandiću za vlogo igralca Jeremija. Anje Kučić za vlogo igralca Ljude. I Kruzar Pečnik za vlogo kostumografke Saše. Tako da zdaj si spočivite med majskimi počitnicami in nadaljujemo, ker junija imamo impro. Okay? Hvala in še enkrat čestitke vsem na hvala. To je bilo za danes vse. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.